Pozdravljeni! Minuli teden je kar 51 različnih ponudnikov od tod okrog prejelo certifikate za kolektivno blagovno znamko Jeruzalem Slovenija. Gre za projekt, ki v smislu razvoja turizma oziroma turistične ponudbe veliko obeta. Slovesnost, ki je za naše okolje v smislu turističnega razvoja najbrž zgodovinskega pomena, so s svojimi nastopi popestrili učenci glasbene šole Ormož. Trenutek pa je gotovo ostal nepozaben za 51 ponudnikov z območja Ormoža, Središča ob Dravi in Svetega Tomaža, ki so za svojih 210 rokodelskih in prehrambnih izdelkov prejeli certifikate za kolektivno blagovno znamko Jeruzalem Slovenija. Konec januarja se je namreč iztekel projekt Načrt razvoja gospodarstva in dviga kakovosti življenja na ormoškem območju. V okviru lokalne akcijske skupine upravne enote Ormož so ga uspešno prijavili na razpis za sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Projekt je vreden dobrih 221 tisoč evrov, od tega je 150 tisočakov nepovratnega denarja. Ostalo so prispevale občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Certifikat Jeruzalem Slovenija so prejeli za izdelke, ki izpolnjujejo zahtevne kriterije predvsem po kakovosti in izvoru surovin. Pogoj za prijavo je bila ustrezna registracija dejavnosti, vsaj 60% surovin iz lokalnega območja, ostalo do 100% surovin pa iz Slovenije. Rokodelski izdelki pa morajo temeljiti na naravnih materialih, ki so značilni za Prlekijo. Ocenjevanje pridelkov in različnih prehranskih izdelkov je bilo 8. novembra lani, ko je bilo pozitivno ocenjenih kar 142 izdelkov. Isti dan pa je komisija pozitivno ocenila tudi 68 rokodelskih izdelkov. 10. in 19. novembra lani pa so ocenjevali še kulinarične prireditve in dogodke. Med prireditvami sta certifikat dobila Ormoški zavod za turizem, kulturo in šport za prireditev Martinovanje v Ormožu in Društvo Antonovanje na Kogu za prireditve v okviru Antonovanja. Res je, da niso vsi podani izdelki dobili certifikata, a je pri certificiranju najpomembnejše to, da ponudniki dobijo povratno informacijo o kakovosti svojih izdelkov in storitev. Tako bodo lahko svoje izdelke dodelali, saj smo jim dali usmeritve, kako jih vizualno in kakovostno izboljšati, je povedala koordinatorica projekta magistrica Karmen Štumberger.
Projekt z navdušenjem podpira tudi Ministrstvo za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo, pa je povedala Renata Martinčič, direktorica Direktorata za turizem, in dodala. Glede na to, da so tudi tale vaš projekt in pa podelitev teh certifikatov del uresničevanja naše strategije, sem še posebej želela, da svojo prisotnostjo pokažem, da tudi na ministrstvu oziroma na Direktoratu za turizem, ki ga vodim, zelo cenimo vaša prizadevanja, vaše napore in pa tudi vaše rezultate. Še posebej, ker sem se seznanila, da ste ta projekt v tako kratkem času tako uspešno privedli do točke, ko že lahko podelite certifikate, in sicer 209 izdelkom oziroma 51 ponudnikom, kar je res veliko. Kot ste seznanjeni in kot tudi mi radi seznanimo celo slovensko javnost in vse dejavnike, ki delujete na področju turizma, kulture in tako pomagate ustvarjati našo strategijo razvoja slovenskega turizma, smo mi le-to ta zadnjo sprejeli, oziroma jo je sprejela vlada, oktobra 2017. Velja za 5 let. In tam smo si zadali, da naj bi Slovenija bila v letu 2021, ko se ta strategija izteče, v svetu prepoznavna in tudi doma prepoznavna kot zelena, zdrava, aktivna destinacija za 5-zvezdična doživetja. In tudi tile vaši rokodelski, prehrambeni izdelki, prireditve, katerim dodajate višjo dodano vrednost in zelo visoko kvaliteto, lahko prispevajo k tem 5-zvezdičnim doživetjem, tako da gost, turist, ki doživi nekaj od tega, doživi nekaj več kot je pričakoval, in to je ta 5-zvezdičnost, o kateri mi govorimo. Škoda, da danes ni med nami tudi dr. profesorja Bogataja, ki je tudi sodeloval pri tem, ki pa je med drugim tudi naš tesni sodelavec na direktoratu. Glede na to, da ste najbrž seznanjeni, da je Slovenija lani postala kandidatka za Evropsko gastronomsko regijo v letu 2021, ko bomo tudi predsedujoča država, in v drugi polovici. In tudi v tem letu bo tudi Evropska gastronomska regija tudi pokrajina oziroma regija Coimbra z Portugalske, ki bo pa v prvi polovici leta 2021 predsedovala Evropski komisiji. Smo še posebej tesno povezani z njim, ker nam je pomagal pripraviti knjigo ponudbe in je tudi ambasador na področju projekta Slovenija gastronomska regija, kamor se uvrščajo in dejansko se upadajo tudi vaši izdelki, predvsem ti prehrambeni, pa tudi prireditve in vse ostalo, kar je povezano s tem. Tako da veseli me in vesela sem, da ste tako napredovali s tem vašim projektom in tudi tako pomagate soustvarjati boljši turizem v Sloveniji. Strokovna vodja projekta, doktorica Tanja Lešnik-Štuhec iz Mariborske fakultete za turizem, je ocenila, da je odziv ponudnikov v primerjavi s podobnimi projekti in glede na kratko časovno obdobje zares neverjeten. Sploh pa je navdušena nad visokim deležem zelo kakovostnih izdelkov. Jeruzalem Slovenija je naša destinacijska znamka, ki je nastala v sklopu projekta, in slogan Pristna doživetja med goricami. To je to, kar tukaj imamo in kar ponujamo. Vizija, ki je pa nastala skupaj z vsemi deležniki na delavnicah, pa govori prav to zeleno zgodbo butične podeželske destinacije med Dravo in Muro. Destinacije, kjer se med vinogradi počutimo zelo dobro, kjer je pogled na ta mir, ki ga da sama destinacija, ta občutek miru in pa pripadnosti naravi. Po drugi strani pa številne možnosti za aktivnosti v naravi, številne možnosti za druženje ob šegah, navadah, prleške kulinarike in vrhunskih vin, predvsem pa gostoljubnih domačinov, in pa seveda odličnih vinih, ki na svetovnih tekmovanjih, svetovnih, bom rekla, ocenjevanjih dosegajo vrhunske dosežke. Prleška kulinarika je tista, ki prepriča,
vedno in povsod, to vedo tudi tisti, ki gredo v Berlin, kamorkoli na katero od akcij Slovenske turistične organizacije, kjer lahko torej vedno tudi okušamo naše dobrote, predvsem pa tudi bučno olje. In vse to, kar spada k bučnemu olju, rokodelstvo, ki ga je treba še obuditi na nekih področjih, ampak se veste, ljudje se najbolje počutimo, ko nekaj ustvarjamo z rokami in to je to, kar tukaj znamo ponuditi. Seveda pa si vsi želimo tudi razvajanja. Razvajanja za telo, za dušo, za vse naše čute, za lokalno dodano vrednostjo. Če te vse to povzamem, torej govorim o destinaciji Jeruzalem Slovenija, o povezani zgodbi, o ljudeh, ki ste to vse ustvarjali in o modelu, ki smo ga skupaj naredili, ki temelji na 3 stebrih, na 3 centrih, torej centru za kakovost, centru za trženje in pa centru za raziskave in razvoj. Doktorica Lešnik Štuhečeva je potem vsem 3 županom, Vrbnjaku, Borku in Cvetku, podelila obsežno projektno dokumentacijo, ki vsebuje vrsto pomembnih izsledkov in truda. Namreč projekt je obsegal kar 44 delavnic, ki se jih je udeležilo okrog 800 udeležencev, kar je dokaz, da interesa za povezovanje in za korak naprej med ponudniki ne bo zmanjkalo. Projekti z navdušenjem podpirajo tudi vsi 3 župani, Danijel Vrbnjak, Jurij Borko in Mirko Cvetko. In moram sam osebno priznati, da vidim v tem, kar se napravili, velik potencial, zato tista zaveza, ki ste jo predlagali v mojem nagovoru, se definitivno zavezujem k temu kot župan občine Ormož. Seveda upam, da v sočutju občinskega sveta in vseh akterjev, ki k temu delujejo, da bomo to zadevo nadaljevali in uresničevali vse, kar smo si skozi ta akcijski plan oziroma načrt zadali. Turizem je tisto, ki smo vedno stremeli, kateremu smo vedno stremeli, za katerega menimo, da je tisti paradni konj tega našega okoliša, je tisto, ki mora privabiti več ljudi v naše kraje, je tisto, ki mora izpostaviti naše prelepe kraje, in to je tudi tisto, s katerim se moramo pokazati, v čem smo dobri. Imamo čudovito naravo, imamo odlične ponudnike, imamo gorice v takšnem delu, v takšnem regiji, ki jih drugi nimajo, imamo od nočitvenih, vseh ostalih živeti, takšnih, ki jih lahko ponosno strežemo naprej, ponosno od njih govorimo in tudi moramo na njih biti ponosni. Jaz verjamem, da z tem današnjim obiskom, ki ga tukaj vidim, moram priznati, da me veseli, da ste se odzvali v takšnem številu. Verjamem, da bomo skupaj sodelovali, tako kot je bilo prej povedano, moramo biti na lokalnem nivoju prvo z roko v roke, potem pa sodelovati z samo državo. Jaz verjamem, da to z roko v roke lahko ustvarimo, lahko napravimo, seveda z posluhom vseh nas, vseh vas, združeno in da nekaj na tem napravimo. Skupaj se bomo trudili, verjamem, skupaj bomo zapeljali vse te zadeve na nivo, kot ga imamo do leta 2025 zaželjenega. Skupaj bomo uresničevali vse ideje, ki smo si jih zadali. Verjamem pa, da bomo vse te bregove skupno uspešili na način, da bomo na to blagovno znamko, na privabljanje naših turistov, naših gostov in na vse skupaj zelo ponosni. Jaz se odkrito veselim vašega in našega sodelovanja, združevanja, povezovanja. Skupaj se vedno moramo zavedati, tako kot je pri vsem, tako je tudi v turizmu, skupaj bomo najmočnejši. Torej, mi smo dali zavezo, da bomo z projekti nadaljevali, kajti največja napaka bi bila, da se zdaj, ko se torej projekti iztekajo, vse, kar se tiče lasa, to pustili. Jaz seveda čestitam vsem, ki so to spoznali, ki so že pristopili k ocenjevanju, ki bodo danes dobili seveda certifikate. Verjemite mi pa, da vaša pot je pravilna in bo seveda še tistim, ki niso imeli časa, kot sem dostikrat dobil izgovor, ko smo jih vabili, tudi naše ponudnike z naše občine in širše, bodo ti spoznali, da je seveda to, kar smo danes dostikrat poudarjali, skupni nastop, skupna promocija, naša edina priložnost. Mi moramo delati na tem področju, gledajte,
statistični podatki, demografski podatki niso nič kaj, bi rekel, rožnate, če se tako izrazim, kajti naše področje so prazne, obenem pa seveda ugotavljamo, da imamo številne priložnosti, za katere pa sem pripričan, da bomo z skupnim delom, seveda skupnim nastopom, uspeli pozitivno premakniti. Da ta las v Ormožu ni bil nekaj samo tako, ampak je bil zelo dobro zasnovan, imel svojo dobro vsebino, predvsem pa prinesel tisto dodano vrednost, ki bo vsem tem občinam pomenilo veliko prihodnost in dobro pot na področju turizma. Jaz bi se posebej rad zahvalil vsem, ki ste tukaj še posebej aktivno delovali, tudi naš vodilni partner Jara Ormož, ki je tukaj direktno med nami, je bil eden tistih, ki se je veliko trudil in mučil na tej zadevi, skozi vsa ta leta usklajeval, se pogovarjal, se pogajal, vsekakor pa ste tudi vi na občini Ormož in pa mnogi drugi peljali pomembne korake, da smo danes lahko tukaj, kjer smo in da smo vas, ki ste danes prejemniki vseh teh čudovitih dokumentov, privabili, vas nagovorili in vas pregovorili, da stopite v ospredje. Jaz si želim, da bi vas bilo čim več, da bi v prihodnosti naredili še večje korake in da bo ta blagovna znamka Jeruzalem Slovenija res postala tista prava blagovna znamka, na katero bomo ne samo Prleki, ampak celotna Slovenija ponosni. Certifikate so 51 dobitnikom izročili župani Danijel Vrbnjak, Jurij Borko in Mirko Cvetko. In kot je povedala koordinatorica projekta magistrica Karmen Štumberger, vodja oddelka za gospodarske dejavnosti na ormoški občini, je odziv na razpis enostavno presenetil. Ne samo po številu ponudnikov, ki so se prijavili za pridobitev certifikata, da lahko proizvajajo in prodajajo pod to blagovno znamko, predvsem nad njihovo vsebino, dodelanostjo in domiselnostjo. Nekateri proizvajalci so prijavili po več izdelkov hkrati. Tako so imeli v presoji za rokodelske izdelke 13 ponudnikov, ki so prejeli certifikat za kar 67 izdelkov. Med prehrambnimi ponudniki se jih je vabilo za pridobitev certifikata odzvalo 38 in tako certifikate prejeli za 142 izdelkov. Največ certifikatov sta prejela Marta Gregorc, mojstrica peke pogač in kruha, in Peter Marin za inovativne izdelke iz medu. Projekt bodo vsi skupaj nadgradili s oblikovanjem verige ponudnikov, ki jih bodo letos predstavili na dnevih odprtih vrat in bodo spomladi potekali od 12. do 14. aprila in jeseni od 25. do 27. oktobra. Izdelali bodo kataloge ponudbe, spletno stran in zemljevide, na katerih bodo prejemnike certifikata še posebej izpostavili in predstavili širši javnosti. Kar hitro pa bi se lahko zgodilo, da na turističnih zemljevidih ne bi bilo več ormoškega letnega kopališča. Tudi pizzerija Park, ki je del kopališkega kompleksa, je svoja vrata zaprla z novim letom. O trenutni situaciji je beseda tekla na minuli seji ormoškega občinskega sveta. Pod točko pobude in vprašanja so svetniki županu Danijelu Vrbnjaku nanizali kar nekaj zanimivih vprašanj, povezanih s aktualnimi dogajanji. Od problematike povezane s preklicem občine Središče ob Dravi, da bi še naprej sofinancirala nekatere zavode oziroma ustanove,
do prostorske problematike ormoških upokojencev, gradnje nove ceste proti Ptuju, rekonstrukcije vodovodnega omrežja ter zgradbe hostla, ki je še vedno brez uporabnega dovoljenja. Svetnik dr. Simon Kolmanič pa je izpostavil problematiko v zvezi s ormoškim letnim kopališčem in gostiščem ob njem. Eden od atributov mesta Ormož je njegov čudovit in bogat grajski park in letno kopališče na njegovem robu, kjer so se generacije Ormožanov učile plavati in so se nanj umikale pred letno vročino. V tednu pred to našo tretjo sejo občinskega sveta je svoja vrata zaprla priljubljena restauracija Pizzerija Park, ki je delovala v okviru kompleksa letnega kopališča, saj se je končala koncesija za upravljanje s kopališčem, ki jo je do sedaj imelo komunalno podjetje Ormož. Z njim tako zdaj ponovno upravlja občina oziroma občinska uprava. Prosim, če mi poskusite razumeti, kako gre zaprtje restauracije, na katerega je imela občina Ormož direkten vpliv, s konceptom krepitve turistične ponudbe občine Ormož in s tem krepitvijo njenega gospodarstva, na katerega smo vsi prisegali v času volilne kampanje. Slišati je sicer, da naj bi se za to lokacijo zanimali 3 ponudniki. Zanima me, če lahko to potrdite in poveste, kako resni so ti ponudniki. Glede na to, da se na ustrezni razpis niso prijavili, kakšna je torej vizija upravljanja s kopališčem in kdaj lahko pričakujemo, da se bo na to lokacijo vrnilo ponovno nekaj življenja? Je morda poletna kopalna sezona na ormoškem kopališču ogrožena? Župan Danijel Vrbnjak na vprašanje dr. Kolmaniča tako odgovarja. Vi dobro veste, da je bilo 14. septembra, mislim, da ne, da ne bom karkoli, 11.9.2018 je objavljeno bilo javno naročilo za upravljanje in vzdrževanje letnega kopališča v Ormožu skupaj z gostinskim lokalom in zimskega bazena v gimnaziji Ormož za obdobje 5 let. Naslednje, do dne 16.10.2018, ko se je iztekel rok za oddajo ponudb, ni prispela nobena ponudba. Mi pa se zdaj sprašujemo, v 3 tednih županovanja, kaj se zdaj tam dogaja. Glede, vi dobro veste, da smo pogodbo, da smo na taki način pogodbo delali, da smo združili kopališče z gostinskim delom. In da je to za ta gostinski del, pogodba za najem lokala na letne kopališče med komunalnim podjetjem Ormož in pa gostilno Prosnik pa je potekla z dnem 31.12.2018. 21. se nastopil, od tega je bil en deloven dan ali 2 dni do tega datuma. Pa se ni rešilo od 16.10. Glede, se ni rešilo nič. Nič. Čisto nič. In tu so zdaj normalno debate, na kak način delate okrog bazena, pa to še ne. Tudi od bazena je središče v Dravi odstopilo. Se pravi, smo zdaj same. Leto 2010 je to napravil Sveti Tomaž, sedaj pa še središče. Se pravi, z tem prekrasnim delom, kjer omogočamo res mladim in pa vsem normalno kopanje, tudi, bom rekel, gostinski lokal znotraj tega našega parka in pa vse ostalo. Glede, je ostal čisto nam, samem. In kar smo napravili, ker ni nobene ponudbe, kar se vsega tega tiče okrog skupnega upravljanja, bom rekel, zunanjega bazena in pa gostišča, smo enostavno zdaj bili primorani tudi, gledajte, tudi ogromno smo se angažirali pri tem, ne samo, da smo okrog tega tudi pogovarjali se smo z drugimi, če je kdo pripravljen sploh to vzeti. In tega ni, gledajte, nobeden ne želi letnega kopališča vzeti v najem z samim gostinskim lokalom. Normalno smo to zadevo razbile, da ne bo več gostinski lokal prazen, ker enostavno ne more biti prazen, se strinjam z vami, da mora biti ponudba. In imamo že, se pravi, tik pred objavo razpisa za gostinski del, ki še bo v tem mesecu objavljen. V tem tednu, ne v tem mesecu, tako. Se pravi, res je, da so 3, po mojih podatkih jih je celo 5 takih, ki so zainteresirane, da vzamejo gostinski lokal najem.
In verjamem, da bomo po tistih 30-dnevni rok je napravljen, ne? A celo 20, še celo to smo zaskrešali, 20 dnevne. Tako da bomo po 20 dnevih, se pravi v roku enega meseca, bomo imeli tistega, ki bo upravljal z samim gostinskim delom. Ta sedaj več ne bo v najem, se pravi, ze strani komunalnega podjetja Ormož, ampak bo najemnino dobila občina Ormož. To je zdaj ta sprememba. Zdaj, ali se bo gostilna Prosnik odločila, da bo nadaljevala, glede, z njim sem upravil se pravi, še zadnji dan v mesecu decembru, sem z njim upravil pogovor, ker so mi zadnji dan prinesli zadevo na mizo, pa rekli, glede, gospod Prosnik več ne bo podaljšal. Zadnji dan mi je bilo to zvročeno iz strani komunale. Kaj ne napravim? In še po novem leti pa še smo se enkrat z gospodom Prosnikom dobila in okrog te zadeve predebatirala. Na kakšen način, ali več nimajo želja, ali kakorkoli, gledajte, vse bo pokazal razpis, ne bi zaradi pred kamerami vsega razlagal okrog tega, ampak res, gledajte, maksimalno smo v roku, pa da ne bom razlagal, ne, še mogoče to, ne, kolikokrat se pa je prejšnji župan v prejšnjem letu dobil z gospodom Prosnikom, ne. Gospod Prosnik njemu je že potekla, da še malo okoli gostišča, ne, da bo to malo bolje javnosti znano, ne, da ne bo vse za na trenutnega župana letelo, ne. Gostišče je že, gledajte, v mesecu juliju poteklo, najemnina, najem. Pa je bilo ze strani komunale oziroma takrat ze strani, dobro, verjetno ze strani komunale in občine, no, če se tako izrazim, je bilo 2 dni prej vprašanje, ali boste nadaljevali za to zgodbo ali ne. Takrat je v resnici že gostilna Prosnik šla na roko komunali in pa občine, da so se te vseeno zmenili, da jemo podaljšamo 32.12. Drugače bi že od julija bilo to zaprto. In 32.12. pa bil tisto zadnji rok, ki je bila gostilna Prosnik pripravljena s to zadevo funkcionirati. Se pravi, še enkrat vam povem, okrog tega se ni problematike nišče dotaknil od 25. julija, kar se gostilne tiče, pa od 16.10., kar se letnega kopališča tiče, pa še naslednji problem je še zimski bazen je tu, ki bomo se zelo ukvarjali z njim. Glede, tu je en takih zadev, glede, ki moram povedati, da se to moram povedati, to me mote. Ogromno se, ne bom rekel, da se ni delalo na investicijah, je se pa zelo malo delalo na takih zadevah, na upravljanju, na javnih zavodih, in gledajte, tu pa bi se mogli zangažirati, gledajte. Zdaj, normalno zdaj je župan kriv, gledajte, zdaj je zaprto tam. Zgodbo si pogledajte, kakšna terbijska plana si pogledajte, kakšni so bili. Vse to ni šlo, to je mogel nekdo prej odreagirati v prejšnjem letu. Tu vam jaz drugo ne morem povedati, ko da bazen bo dobo, se pravi, upravitelj oziroma tistega najemnika bo dobo v roku enega meseca, ne. Jaz upam, da bo se čim prej skristaliziralo. Zdaj, kar se pa tiče letnega bazena, ne, pa imamo za čisto prvo vzdrževalna dela smo podpisali, da vse vam je lahko znano, tudi javnosti je lahko znano. Se pravi, aneks, da sploh lahko komunala upravlja ta vzdrževalna dela. Okrog tega, na kakšen način pa bomo naprej funkcionirali, ne, pa bo tisto, kar imamo tudi v samem oziroma samem proračunu napisali, ne. Se pravi, kadrovska uvećitev na javnem zavodu. Jaz mislim, da to je edina zadeva ta prava. Mi na strani bazena nismo delali čisto nič, kar se marketinga tiče. Kar se tiče samih dogodkov. Zdaj včasih je res koš ali pa kdo se nam pridružil, pa mogoče koga z njihovimi dogodke privabil, ampak tu smo premalo delali, ne. To se pravi, mi vsaj ta del, se pravi, samega funkcioniranja, samega delanja ponudb, samega časa, kar se tiče, kdaj bo bazen odprt, gledajte, tudi to smo imeli pomanjkljivosti, ne. Dopoldan malo dež, popoldan sonce, pa je bilo cel dan zaprto. Gledajte, ogromno je tu zadev, okoli kateri se bomo mogli okoli bazena pogovarjati, ne. Tako da upravljanje letnega bazena jaz drugače ne vidim, kot da ga vzame nekdo izmed zaposlenih, na novo zaposlenih, ki se bo v kratkem moralo zgoditi v javnem zavodu za turizem, kulturo in šport. Če pa še mogoče za nazaj, ne, gledajte, kaj se pa tiče hostla, ne. Jaz bom rekel, mi smo verjetno edinstven primer, ne. Da vložiš v nekaj 80 000 evrov, pa nimaš variante 1, 2, 3, kaj si s tem misli začeti? Mi smo samo imeli analizo, da nočitvene kapacitete, gledajte, primakuje. Mi pa nismo povedali, ali bo tu za na novo koga zaposlili, ali bomo komu dali v najem, ali bo se s tem ukvarjal koš. Nismo tega vedeli, ne. In zdaj pa je tu res vse, ne.
Sem nam rekel, to je moja naloga. Res je moja naloga, zdaj je moja naloga, da to boritam. Če mi bo se to rekli, jaz se s tem ukvarjam zdaj. Samo je pa res, da je pa danes, kjer je? 28. januar, to se pravi mesec dni. In je ogromno takih zadev odprtih. Gotovo, da župan oziroma občina v tem trenutku nima malo skrbi. Klasični bazeni, kot so letno kopališče in zimski bazen, tržno niso donosni, a so zelo pomembni z vidika javnega interesa. Še ostajamo pri razmišljanjih oziroma prizadevanjih za razvoj turizma. V tem duhu je namreč tudi na Kogu v okviru Antonovanja potekal delovni sestanek na temo priložnosti podeželja in lokalnih ponudnikov. Sestanka so se poleg domačih ponudnikov udeležili tudi številni gostje slovenskega političnega vrha. Med zanimivimi dogajanji, ki so na Kogu potekala v okviru Antonovanja, je bil tudi delovni sestanek na temo priložnosti podeželja in lokalnih ponudnikov. Za mizo so sedli številni zanimivi gosti. Med temi so bili tudi predsednik domače krajevne skupnosti Slavko Bedeković, domači ponudniki in predstavniki domačih društev, župan občine Ormož Danijel Vrnjak, župan občine Središče ob Dravi Jurij Borko, poslanka v državnem zboru Mojca Žnidarič, poslanec v državnem zboru Aljaž Kovačič, svetnik v državnem svetu in občinski svetnik Branko Šumenjak, ostalih nekaj svetnikov in svetnic Ormoškega občinskega sveta, evropska poslanca Lojze Peterle in dr. Igor Šoltes, državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo magistrica Tanja Strniša, naravovarstvenik Anton Komat in drugi. Beseda je tekla o možnosti za vsesplošno podporo podeželju in lokalni prehrani. Moramo še več energije vložiti to, da se to lokalno, to iskreno, to tukajšnje predstavi v širšem okolju, v širšem kontekstu. In to, kar počnete tukaj, je dokaz, da hrana, ta lokalna in lokalni proizvodi ni samo stvar neke zgodovine, nečesa, kar se je delalo včasih, ampak da je to ena odlična priložnost za naprej. Priložnost za malega kmeta, priložnost za lokalno okolje, da pred skupnimi močmi ponese in prikaže tudi to kot poslovna priložnost, kot oblika tudi ustvarjanja novih delovnih mest. Evropski poslanec Lojze Peterle verjame, da je prav kulinarika tisto, na kar lahko stavi Slovenija. In Slovenija je dežela, za katero pravijo, da ima hrana še okus. Jaz sem to slišal od Japoncev, od Kitajcev, tudi od Evropejcev in sem na to ponosen, tega sem zelo vesel. In dokler bo tako, bodo ljudje tudi radi k nam prihajali. In jaz sem prepričan, da je za kakovost vedno dovolj časa, in da bo evropska politika ostala pozorna do lokalnih pobud, lokalne kvalitete. Jaz sem bil včeraj zvečer v Prezidu na Hrvaškem, se pravi podobno ob meji, kako tukaj, kjer slovenska znanost oziroma stroka pomaga razvijati njihove lokalne produkte. Tam se reče, da je to dežela Petra Hlebca in skušajo na to ime vezati nove brende, če tako rečem, in skušajo vrednotiti tisto, kar pri njih zraste, kar pri njih predelajo in lahko ponudijo. Svojo kulinarično raznolikostjo se tako lahko predstavi tudi Slovenija, predvsem pa z bogato kulturno dediščino, ki zajema tudi kulinariko in vse, kar spada zraven. Evropska unija namreč z določenimi finančnimi sredstvi precej radodarno vzpodbuja tradicijo evropskih narodov in to bi lahko bila priložnost za podeželje oziroma izvirno lokalno ponudbo, je poudaril Peterle.
Razmišljanjem in predlogom govornikov se je pridružila tudi državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo, magistrica Tanja Strniša. Med drugim je povedala. Pa bi povedala, da najprej to, da tudi iz tega svojega delovnega mesta imam možnost spoznati številne prireditve po Sloveniji, takih imamo celo vrsto, zato smo tudi že nekaj časa tudi v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo gledali oziroma premišljali, kako to množico teh prireditev, vinskih in kulinaričnih in drugih podobnih, nekako nadgraditi v nekaj, kar bi Slovenijo posebej označilo kot neko tako zanimivo gastronomsko destinacijo in kar bi to, kar imamo bogatstvo naše kulinarike vin, zaščitenih jedi, nekako znali povezati s turizmom, dodali večjo vrednost in tudi omogočali boljše trženje, doseganje boljših cen, s tem pa tudi lažje preživetje tistih, ki se s tem ukvarjajo, ki so pač naša osnovna skrta so kmetje. In če začnem s tem, da smo bili pri tem zelo uspešni, smo v lanskem letu dosegli, da bo Slovenija Evropska gastronomska regija leta 2021. To je seveda nek tak umesen cilj, ki ni cilj sam po sebi, ampak ki daje neko priznanje vsemu temu, kar nudijo prireditve kot je ta, pa tudi druge po Sloveniji. In namen teh aktivnosti, ki jih zdaj delamo, je to, da se vse te prireditve zberejo na enem mestu, promovirajo, zato da bi, kadarkoli pride turist v Slovenijo, število turistov se je zelo povečalo, turizem narašča, ampak da ne bi Slovenije zdaj gledal samo z tega središča Ljubljane, pa teh velikih znanih, po vsem svetu znanih destinacij, kot so Postojnska jama, Bled, Piran, Ptuj, ne nazadnje, če gremo bliže, ampak da bi okusil Slovenijo v tem svojem jedru, v tem, ker gastronomske prireditve so ne samo to okusi Slovenije, ampak tudi nekaj, kar je naša kultura, identiteta, če se ločimo od drugih držav, posebej ali pa od drugih, kar nas razlikuje od drugih sosedov ali pa globalno. In namen je, da kadarkoli bi nekdo prišel v Slovenijo, bi vedel, kam naj gre, kam naj se zapelje, da bi doživel to pristno, kar je v teh svetovnih prestolnicah ali pa globalno že tako rekoč izginilo, pri nas pa bi rekel, da smo ujeli zadnji vlak, preden nas je nek globalizam prehitil in smo znali to kulturo ohraniti in jo spraviti na višjo nivo. Državna sekretarka je poudarila, da s prireditvami, kot je Čurkarijada in Antonovanje na Kogu, dajemo kmetijstvu in podeželju pravo vrednost. Hkrati pa bogato gastronomijo povezujemo s turistično ponudbo. Zato je čestitala društvu Antonovanje na Kogu ter njihovim partnerjem za organizacijo in trud, ki ga vložijo v negovanje tradicije. Veliko je bilo povedanega, gotovo da v dobrem duhu in z najboljšimi željami za razvoj slovenskega turizma, ki bi ga lahko oziroma ki bi ga bilo vredno vzpodbujati pri koreninah. Obiskovalci, ki so se Čurkarijade morda udeležili prvič in prvič tudi poskusili čurke, so potem že po prvem grižljaju spoznali, da ne gre samo za pristno lokalno pridelan kulinarični proizvod, ampak za hrano, ki ima dušo in v srcih domačinov globoko zasidrano tradicijo. In to je tisto, kar bi se lahko naučili prodati Evropi, pa tudi svetu. Naslednjih nekaj minut pa posvečamo slovenskemu kulturnemu prazniku. Tako smo se odpravili v sled najstarejšim knjigam, ki jih hranimo v domači občini. Pomislili smo na Petra Dajenka in njegove več kot 180 let stare kronike, ki jih hranijo v velikonedeljskem župnišču in tamkajšnjem gradu. Peter Dajenko je bil rojen leta 1787 v Črešnjevcih. Po študiju teologije in filozofije v Gradcu leta 1814 je kot kaplan najprej služboval v Gornji Radgoni. Ves svoj ostali življenjski vek pa je bil župnik in dekan v Veliki Nedelji, kjer je leta 1873 star 85 let umrl.
Nekaj časa je bil tudi okrožni šolski nadzornik, a tudi čebelar, predvsem pa pisatelj in jezikoslovec. Leta 1824 je izdal učbenik slovenskega jezika, ki predstavlja slovnico vzhodnoštajerske slovenščine. V tej knjigi je Danko predstavil tudi svoje poglede na pravopis in uvedel poseben črkopis, ki se po njemu imenuje Danjčica. To pisavo je potem uporabljal v svojem obsežnem delu, ki zajema šolske učbenike, nabožno literaturo in tudi nekaj strokovne literature. Med strokovno literaturo velja posebej omeniti knjigo Čebelarstvo, ki je prva knjiga o čebelarstvu napisana v slovenščini. A je za Veliko nedeljo z okolico najpomembnejša Dankova kronika. Tako je zdaj za nas, za sam kraj, za Veliko nedeljo, je izrednega pomena župnijska kronika, ki je Peter Danko pisal najdlje, torej od 1840. do 1860. leta. Dejansko gre za kroniko, ki vsebuje pravzaprav 3 knjige, 3 zvezke. In vse 3 so večinoma pisane v gotici, v nemškem jeziku, ampak potem kasneje pa tudi so jih pisali drugi, ne? Tako da je tudi že v slovenščini. No, v glavnem gre torej za Petra Danka, znanega jezikoslovca, pisatelja, prav tako župnika in pa dekana tukaj pri Veliki nedelji. No, same kronike pa so dejansko, zdaj mogoče samo takole na kratko omenim, prva knjiga dejansko vsebuje podatke o vseh župnijah, ki so sodile pod Veliko nedeljsko dekanijo, ne vsebuje pa same župnije Velika nedelja, ne. In tukaj potem čisto na začetku lahko vidimo, da je tudi zemljevid, potem je na kratko predstavil Danko tudi svoje poglede, svoje misli, na to je ponavadi potem sledil zelo dober opis o križnikih, potem prav tako o cerkvah in pa o cerkveni opremi v teh posameznih župnijah. Na to si je dal zelo dosti tudi opravka z opisom stanovalcev, prebivalcev teh župnij, tako da izvemo, koliko je bilo na primer hiš v posameznih vaseh oziroma naseljih, kdo so bili gospodarji teh hiš, in potem tudi so še kakšne zanimivosti, kakšni zanimivi podatki, naprimer kakšne naravne nesreče so kdaj pestile ljudi, kakšne toče, kakšne, ne vem, požari ali pa kaj podobnega. Skratka, to je, naprimer, ti podatki so zbrani torej v enem zvezku, no v drugem so potem vsi bolj zbrani podatki, ki se nanašajo prav na samo župnijo Velika nedelja. No, tretji zvezek je pa nekako potem nadaljevanje tega drugega zvezka in tukaj so pa potem že tudi prepisi nekaterih dokumentov, ki so seveda v originalu prav v omenjenih kronikah. No, zanimivo je to, da se torej pravzaprav pisanje te kronike z Dankom na nek način ni končalo, ne? Smo videli, da so nekateri župniki torej bili kar vešči pisanja kronik, pa so še tudi kaj zapisali. Tako je, ko smo lahko videli, ja, se kronika nadaljuje še po letu 1860, da Peter Danko je dejansko tudi v Veliki nedelji umrl, mislim, da je bilo okrog 70. leta, no potem kasneje za njim pa so, kot ste omenili, pisali tudi drugi, tako da smo dejansko videli, da mogoče kakšno leto izpuščeno ali pa ni toliko obravnavano, ampak vse do leta 2012 je pa dejansko že v tretji tej knjigi nek zapis, ne, o teh dogodkih oziroma o samem križniškem redu, kar so pisali. No, glede na to, da ste v muzeju torej naredili v tej etnološki zbirki en takšen Dankov kotiček, ne, to najbrž ni slučajno. Seveda ni slučajno. Pravo z posebnim namenom smo naredili tale Dankov kotiček. Nenazadnje, ko sem omenila, je bil Peter Danko dolga leta tukaj duhovnik, ne, tukaj je dejansko živel in pa tudi deloval, pa tudi pokopanje na našem velikonedeljskem pokopališču. Peter Danko je za sabo pustil veliko knjižno bogastvo. Že v njegovi pisavi, tako imenovani Danjčici, je išlo kar nekaj knjig, v skupni nakladi 50 000 knjig. Danjščica je bila v uporabi skoraj 15 let,
dokončno pa je bila ukinjena leta 1839. Ni jih malo, ki si Dajnkov kotiček v etnološki zbirki Velika nedelja skozi stoletja z zanimanjem ogleda. Pridejo si sigurno pogledat vsi, ki je zanima zgodovina, tudi kakšni slavisti, kajti Peter Dajnko med nekaterimi velja tudi za prvega avtorja knjige o čebelarstvu. Zdaj, to so mnenja sicer deljena, ampak vendarle je bil pa, je pustil neko veliko zapuščino, nekaj so tudi, kot sem že omenila, te 3 zelo bogate kronike, je pa bil tudi, kot vemo, dober pisatelj, tako da je tudi predvsej še iz tega razloga za prebrati, za pogledati. No, zanimivo je to, da so takrat torej v 19. stoletju, v začetku pravzaprav, pisali vse na roko, in to čudovita pisava preseneča vse tiste, ki nam je dano to videti. Tako je, kot omenjeno, pisana je v glavnem v gotici, torej v nemškem jeziku, vse ročno. In te kronike, kot smo lahko videli, so res izreden vir krajevne zgodovine, tako da kar čakajo te raziskovalce, da jih bojo še tudi bolj detaljno seveda proučili in potem tudi, da bo znano, kaj drugega se še skriva bogatega v teh že prej predstavljenih knjigah. Veliko takšnih knjig s častitljivo starostjo še hranijo v velikonedeljskem župnišču. Gotovo pa, da so v župnišču Dajnkove kronike. V župnišču sta 2, eno pa hrani muzej v Dajnkovem kotičku. Gre za neprecenljivo bogatstvo oziroma dokumente, ki ostajajo dokaz pestre zgodovine, ki so jih lahko zapisali le takrat redki učeni domačini. Ob slovenskem kulturnem prazniku so povsod naokrog, gotovo pa po šolah, potekale različne proslave. Tudi mi smo jih nekaj zabeležili. Danes si oglejmo nekaj utrinkov s proslave, ki so jo pripravili učenci osnovne šole Ormož. Avtorica proslave je bila mentorica krožka Umetnost, magistrica Mateja Meško. Kot običajno so njena dela preplet izbranih besed, glasbe in luči, strnjenih v celoto, ki prepriča. Letos so proslavo naslovili, da koder sonce hodi. Ja, seveda smo z učenci naše osnovne šole pripravili to svečanost v sodelovanju z mojimi kolegi, sodelavci. Delali smo kar mesec dni z vsemi pripravami na odro, tako da je to kar en zalogaj za učence in za odrasle. In kakšna je bila pravzaprav vsebina? Glavna vsebina je seveda bil Prešeren, njegovo življenje, njegova družina, pesmi, ki mogoče niso vsak dan slišane, v glavnem nekaj za pokušino tokrat. Pisali so leto 1800. Kljub mrazu je bilo tiste decembrske dni pri Ribičevih v Vrbi na Gorenjskem skrivnostno vznemirljivo in nenavadno živahno. Vse življenje v hiši je že nekaj časa teklo v pričakovanju rojstva 3. otroka. Ob 3 popoldne 3. decembra se veliko veselje domačih in sorodnikov rodil težko pričakovani sin, France.
Seveda kot običajno popestrite vse skupaj tudi z glasbo. Koliko pa vas je pravzaprav sodelovalo na proslavi? Ja, na proslavi nas je sodelovalo 38 otrok, seveda o pomoči glasbene šole, kar se zelo zahvaljujem. Moram povedati, da kar v našem okolju zelo dobro sodelujemo z drugimi institucijami, tako da vsakdo prinese svoj delček v ta naš skupen mozaik, tako da smo kar sodelovali tudi z njimi, se dogovarjali, kako predstaviti, vključiti čim več otrok, da se lahko tudi predstavijo v taki obliki kot danes. Odkot pa recimo vam ideja za scenarij? Ja, ideja za scenarij poteka zelo počasi, zori, tako da zelo težko napraviš kar v enem tednu neko popolno režijo, vedno nekaj dodajaš. Velikokrat pa je to tako, ko neka stvar nastane, zgleda se zelo preprosto in enostavno. Problem je pa ta, da pač se moraš domisliti in potem vse skupaj vključiti v neko celoto. In kdo so šolarji, ki so sodelovali v proslavi? Sodelovali so učenci Koroška umetnost, ki ga vodim, se pravi, to je bilo 22 otrok. Potem so recitatorji, izkušeni recitatorji, moram povedati, potem učenci glasbene šole, imeli smo kar 2 skupini violiniste, flavtiste in harfistko, tako da smo vpeljali tudi inštrument, ki ni vsak dan viden. Koliko pa se, morda je sedaj to primerno vprašanje, ob slovenskem kulturnem prazniku, koliko pa se učenci sploh v Prešernu učijo na osnovnih šolah in na splošno recimo književnost? Jaz mislim, da Prešeren pride vsako leto v naš učni načrt oziroma je vključen v tem smislu, da o njem govorimo. Zdi se mi pa prav, da vključimo vedno kaj novega, to, kar še ni slišano o njem, da malo popestrimo to poznavanje Prešerna in vsega povezanega z njim. V bistvu je proslava bila še ena učna ura iz slovenske književnosti v Prešernu in njegovem pestrem življenju, ki v smislu literarnega ustvarjanja predstavlja neusahljiv vir poezije, bolj ali manj znane. V nadaljevanju pa med športnike. Zraven smo bili na velikem derbiju druge slovenske futsal lige med Tomažem in Ptujem in na rokometni tekmi med Loko in Jeruzalemom, kjer so Ormožani, žal, doživeli 10. prvenstveni poraz. Lep pozdrav! Futsalerji Tomaža, Šic Bar in FC Ptuja, hiša Daril, so v Ljutomeru pred okrog 400 gledalcev odigrali tekmo 14. kroga druge slovenske futsal lige. To ni bila navadna tekma, ampak kar veliki derbi kroga 2 rivalov in sosedov na lestvici. Pred tekmo so v 10-članski drugoligaški druščini prvo mesto s 36 točkami zasedali Ptujčani, z le 2 točkama več od Tomaža, ki je zbral 34 točk. V prvem delu sezone sta se ekipi razšli za zmago Ptuja z rezultatom 6-4. Pri petelinih od Svetega Tomaža so imeli 2 veliki želji. Prva je bila doseči zmago in prehiteti na prvenstveni lestvici nasprotnika, druga pa doseči zmago višjo od poraza na Ptuju. Dvorana Ljutomer je za nasprotnike Tomaža letos prava trdnjava, neosvoljiva trdnjava. Petelini so namreč na 5 domačih tekmah nanizali 5 zmag ob izjemnem razmerju doseženih in prejetih zadetkov, ki znaša 37 doseženih in le 8 prejetih. Po vrsti so padale ekipe Dobre Polja, Ajdovskega Kiksa, Keblja, Miklavža in Ekstrema iz Sodražice. Začetek tekme se je pričel po željah gostiteljev. Obramba Ptuja ni najbolje reagirala in domači kapetan Urban Goričan je po natančno 90 sekundah tekme zadel za vodstvo z 1-0. Gostje so rezultat hitro izenačili. Predtem pa jo je grdo z zlomom nosu staknil Žan Krajnc, ki je zanimivo v vrste Tomaža prispel iz vrst Ptuja.
Aleš Vrabel je s svojim 16. zadetkom poskrbel za izenačenje na 1. Nadaljevalo se je v visokem tempu. Poleg kartonov so padali tudi novi zadetki. V 7. minuti je domačine v novo vodstvo popeljal prvi strelec lige Dario Dragosavac. Asistent pri zadetku je bil Dejan Kos, sicer z 19 doseženimi zadetki tretji strelec lige. Nato so sledile minute gostov in v 12. minuti je še v drugo na tekmi zadel Vrabel in poskrbel za izenačenje na 2:2. Ptujčani so imeli kar nekaj lepih priložnosti, da dosežejo tretji zadetek in prvič na tekmi povedajo. To jim je z nekaj fantastičnimi obrambami preprečila domača hobotnica Kevin Cav. Nato so sledile minute Dragosavca, tako pozitivne kot negativne. Po novi lepi asistenci Kosa je prvi strelec lige dosegel svoj že 30. zadetek v sezoni. Vratar Ptuja Luka Stepišnik je bil nemočen in Tomaž je še tretjič na tekmi povedal za zadetek, tokrat z rezultatom 3:2. Žal je Dragosavac v 16. in 17. minuti prejel 2 rumena kartona ter s tem posledično rdečega in sledil je predčasni odhod iz igrišča. Do odmora je izid ostal nespremenjen. Tomaž Šicbar 3, FC Ptuj Darila Hiš 2. Tudi drugi polčas je pričel po željah Tomaža. Domen Klajnšek je v 25. minuti zadel za vodstvo 4:2. Še tretjič za asistenco pri golu je poskrbel Kos. Po zaostanku z 2 goloma se je klub Ptuja s trenerjem Dejanom Krautom odločila za igro z vratarjem v polju. Ta igra je za Ptujčane obrodila sadove v 34. minuti, ko so izpeljali lepo akcijo, katero je za znižanje zaostanka na le en gol zaključil Tomas Pihler s svojim 17. zadetkom v prvenstvu. Manj kot minuto zatem se je mreža Ptuja zatresla še petič. Z neke mere sreče jo je zatresel Krajnc, ki se je kljub hudi poškodbi nosu v prvem polčasu vrnil na igrišče in pomagal svojim soigralcem na pomembni tekmi. V 35. minuti so domačini prišli do protinapada, ker je Pihler oviral Kosa, ki bi se sam znašel pred Stepišnikom. Reakcija domačega futsalerja po omenjenem dogodku je bila sila neprimerna in ne spada na športna igrišča. Sodnika Dražen Jurič in Rade Kovačič sta nastalo situacijo pomerila z rdečima kartonoma za Kosa ter Pihlerja. Domačega igralca pa za dejanje zagotovo čaka hujša kazen. Morebiti do konca rednega dela sezone na njega ne bo mogel računati trener Bojan Cunk in njegovi soigralci. Gostje so se v 36. minuti še enkrat približali Tomažu na le gol zaostanka. Tokrat je avtogol dosegel Goričan in tekma je bila ponovno povsem uprta, čeprav je še nekaj trenutkov pred tem izgledalo, da so domačini popolni gospodarji igrišča. V zaključku so Ptujčani še naprej vztrajali z igro vratarja v polju in po storjeni napaki jih je z golom iz svoje polovice kaznoval Goričan za vodstvo Tomaža 6:4. V zadnji minuti pa pika na i izjemnemu futsal dogodku s prekrasnim golom Klajnška. Izkušeni Aleš Marot je lepo za visoko žogo našel soigralca, ki je z glavo dosegel prelep zadetek za končnih Tomaž Šicbar 7, FC Ptuj Hiša Daril 4. Po tekmi veliko veselje v domačem taboru, saj je ekipi uspelo izpolniti oba cilja. Najprej zmagati in prehiteti na lestvici Ptujčane in nato doseči še višjo zmago od 2 zadetkov.
Junaki zmage Tomaža so bili naslednji: Kevin Caf, Miha Prijol, Domen Klajnšek, Domen Školiber, Dejan Kos, Urban Goričan, Mitja Gašparič, Aleš Marot, Aljaš Miklašič, Dario Dragosavac, Žan Krajnc in trener Bojan Cung. Končal se je derbi druge slovenske futsal lige, Tomaž Šicbar, Hiša Daril Ptuj 7-4. Kako ste videli derbi kroga? Ja, derbi je bil res pravi derbi. Polna dvorana, emocije do konca z ene in z druge strani, vemo, kaj je bilo v igri in tekma je bila po moji presoji, zdaj sem sicer še vroč, ampak fantastična. Prava prvoligaška tekma, si upam trditi. Kaj je odločilo zmagovalca danes? Po moje dosti dobra priprava na nasprotnika in pa seveda izredna borbenost fantov, nepopustljivost in tudi mislim, da smo imeli bolj čiste glave kot nasprotnik. Po porazu v prvem delu proti Ptujčanom 6-4 ste tokrat slavili 7-4 in se zavihteli na vodilno mesto druge slovenske futsal lige. Kako ste vi videli to tekmo? Ja, mi smo na Ptuju naredili tisto katastrofalno napako, da smo jih ne prejeli od začetka gore, čakali smo jih, to nas je stalo, Ptujčani so dobro odigrali 1-1 in dobili smo lahke zadetke. Zato smo se danes zmenili, da bomo jih od prve minute stiskavali visoko, to se nam tudi obrestovalo in prišli smo do zaslužene zmage. Ste sposobni sedaj to eno točko obdržati in postati prvaki? Ja, na tem bomo delali, to nam je zdaj dodatna motivacija, da prijemo direkt prvo ligo brez dodatnih kvalifikacij. Upamo, da zmagamo še te 4 tekme, kaj so do konca in gremo avtomatsko v prvo ligo. Obilo uspeha tudi v nadaljevanju. Hvala lepa. Tako odlično spodbuda danes KMN Tomažu, odkot? Iz Kolarovca, malo nogometni klub Kolarovec Hrvaške. Prihajamo, navijamo za Tomaž, špilajo dečki, 2 vaši za našo ekipo in smo jim prišli čestitati na zmagi in odbujati jih in upamo, da bodo prvaki do konca, da bodo tote kroge še do konca vse zmagali in da bo Tomaž končno v prvi ligi nazaj, kjer mu je mesto. Čestitke, pripravili ste fenomenalno vzdušje, ki je zagotovo pomagalo tudi fantom na poti k tej velike zmagi. Pri nas je tak, da naši igralci zaslužijo to. Čestitamo in še enkrat, čestitamo celom kolektivu. Šic, Bar, fenomenalna priprava tekme, mislim, presenečeni smo na organizacijo, fenomenalna organizacija in čestitamo še enkrat kolektivu ekipe in vsima čestitamo še enkrat. Kolarovec, Tomaž, vedno ostajajo prijatelji in upajmo, da bo prva liga in da bomo prišli še enkrat navijati, da bojo pomembne tekme. Hvala lepa. Na lestvici so vodstvo prevzeli petelini od Svetega Tomaža s točko naskoka pred Ptujem. Do konca rednega dela sezone so še 4 krogi. Tomaž čakata še 2 gostovanji pri Keblju in Miklavžu, ter 2 domače tekmi proti Velikim Laščam in Mlinšam. Če ekipi uspe ostati neporažen, je napredovanje v elitno druščino z prvega mesta zagotovljeno. Zaključili bomo z rokometom in NLB ligo, kjer se je s tekmami 16. kroga pričel drugi del sezone. V tem krogu so vodilni Celjani v Velenju ugnali Gorenje z izidom 30-26. Drugovrščena Riko Ribnica je ugnala Maribor. Trimo Trebnje in Koper, ki se borita za uvrstitev v ligo za prvaka, sta se razšla z neodločenim izidom. Krka je v gosteh v Ivančni Gorici dobila dolenjski derbi proti Svišu. V derbiju Začelja je Dol Hrastnik presenetil Dobovo in dodatno začinil boj za obstanek v ligi. Naš predstavnik Jeruzalem je gostoval v Škofji Loki in doživel 10. poraz v sezoni. Loka je bila uspešnejša z izidom 33-25. Za vinarje je bil usoden drugi polčas, podobno kot že v prvem delu sezone proti istemu nasprotniku. Pa poglejmo vsled dogodkom tekme Urbanskih Loka Jeruzalem-Ormož. Vinarji so potihem upali na presenečenje proti Loki, saj je šlo za prvo tekmo drugega dela sezone, kjer ekipe še niso v pravi oziroma so v dvomljivi igralni formi. Začetek tekme je bil popolnoma v znamenju gostiteljev, ki so na hitro izkoristili napake Jeruzalema v napadu in v obrambi. Že v 11. minuti je prednost Loke znašala 5 zadetkov, 7-2. Blestela je loška desna stran, kjer je Grega Jamnik dosegel 4, Tim Bogdaničenko pa 2 zadetka. Gostom iz Ormoža je največ preglavic povzročala hitra igra Loke.
Vsaka napaka v napadu ali slabo vračanje v obrambo se strani vinarjev je bilo kaznovano z goli prejetimi na prelahek način. Ko se je nekoliko stabilizirala obramba vinarjev, je tudi Loka naletela na težave in Ormožani so visoki zaostanek 5 zadetkov do odmora uspeli celo ublažiti na le gol zaostanka 14-13. Tinček Hebar s 6 in Rok Žeran s 4 goli sta držala priključek z Loko, kar pa je v nadaljevanju tekme bilo premalo za uspeh na gostovanju v Škofji Loki. Po 3 zaporednih golih Žurana je izid v 40 minuti bil izenačen na 17 in tukaj se je zgodba vinarja žal končala. Loka je povišala prestavo više. Žurano pri Jeruzalemu je zmanjkalo goriva, razpoloženi Hebar v drugem polčasu ni dobil uporabne žoge. Prebudil se je kapetan Bojan Čudič, kar pa je bilo premalo za enakopravno borbo. Ob tem je zaradi 3. izključitve pordečel Jure Kocbek in obramba Jeruzalema se je razpadla. Loka je v zadnjih 5 minut tekme krenila s 7 goli prednosti, 30-23 in brez večjih težav obdržala zmago v svojih rokah. Še nekaj statističnih podatkov tekme. Pred domači 6 obramb Miha Božnarja in 3 Jošta Juričana. Pri poražencih 6 obramb Tomislava Balenta. Prvi strelec zmagovalne ekipe z 10 goli bil Jamnik. Alen Šibanc je prispeval 7 in Bogdaničenko 6 zadetkov. Pri vinarjih je Žuran bil uspešen 8-krat, po 6-krat pa Čudič in starejši od bratov Hebar Tinček. Urbanske Loka Jeruzalem Ormož 33-25, polčas 14-13. Na lestvici vodi Celje s 30 točkami, pred Triko Ribnico s 27 točkami in Gorenjem s 22 točkami. Napeto je v borbi za obstanek, kjer so odpisani le rokometaši Sviša iz Ivančne Gorice. Ormožani so 9 z 11 točkami pred Dobovo, ki je 10 in pri 8 točkah. Dol Hrastnik je na 11. mestu in za našim predstavnikom iz Ormoža zaostaja 4 točke. V 17. krogu vinarji gostujejo na Dolenjskem pri novomeški Krki, ki je pred tekmo z Ormožani nanizala 3 zaporedne zmage in enakopravno konkurira za uvrstitvijo v ligo za prvaka. Tekma v športni dvorani Marov se prične v soboto ob 18. uri. Dobrodošli v trgovino Jurček v Ormožu. Poleg širokega spektra barv za vse površine ponujamo tudi slikopleskarsko orodje, letve, zaščitni material, zaščitna delovna oblačila, čistila, suhomontažni material, material za ličarje, lepila, kite, akumulatorje, tapete, fasade in drugo. V najsodobnejših mešalnicah barv vam zmešamo barve za fasado, stanovanje, barvo za avto, kmetijsko mehanizacijo, za les ali za kovino v tonu po vaši želji. Izbirate lahko med več 1000 barvnimi odtenki. Preverite pri nas, preden boste kupili drugje. V trgovini Jurček v trgovskem centru Jurkovič v Ormožu vas pričakujemo od ponedeljka do petka med 7 in 17 uro in v soboto med 7 in 13 uro. Podjetje Obsen d.o.o. za inovativne energetske rešitve, optimizacija stroškov energije, projektiranje, svetovanje in nadzor, inženiring in vzdrževanje v energetiki, izgradnja in montaža razsvetljave, proizvodnja elektroenergetskih naprav, trženje električne energije. Obsen d.o.o. Ljutomerska cesta 30 Ormož v službi prihodnosti. Življenje je prekratko, da bi nosili dolgočasna oblačila, tako da si ga lepo pestrite z unikatno obliko, ki vam jo z veseljem sešije Andrej Zajšek, samostojni podjetnik v svojem modnem ateljeju Andi. Ponuja šivanje klasičnih ženskih, moških ter otroških oblačil za vse priložnosti, pa tudi reciklaže in popravila. Andi, da bo življenje bolj pisano.
sem Tim Gajser, sem član AMZS, kaj pa vi? Ker si car, naj ti bo za varnost mar. Izbira je tvoja, se vidimo na Vranskem. AMZS, pravi prijatelj. Da se sjetiš nekaj mene. Po nekajletnem premoru je tukaj spet veliki koncert za dušo in srce. Prepevali, plesali in nostalgično poveselili se bomo v nedeljo 17. marca ob 15. v večnamenski dvorani v Gorišnici. Za spomine na mlada leta in glasbo, ki nas je tako močno povezovala, bodo poskrbeli Joe Maračič Maki, Zdravko Škender, Ivana Kovač, Dalmatinska klapa, Mili, Melita Golob, skupina Fosili, duo Bolfenk in Sinovi Zagorja. Vstopnice so na voljo v predprodaji preko Eventima in 1 uro pred koncertom. Ja nič, te bomo mogli iti, te pa je kak je. Na obrobju naše dežele, območju med Slovenskimi goricami in reko Muro, ležijo Radenci. Zdraviliški kraj z bogatimi slatinskimi vrelci in mnogimi možnostmi za sprostitev, zabavo in kulinarične užitke. Ni naključje, da se je prav tukaj začela zgodovina Srednje šole za gostinstvo in turizem Radenci, ki že več kot 50 let izobražuje mlade za bodoče gostinske in turistične poklice. Uresničuje velika pričakovanja in želje mnogih mladih, ki želijo postati spretni, kreativni in dobri gostinsko-turistični delavci. Na naši šoli je mladim ponujeno vse, kar je danes mogoče ponuditi na področju gostinstva in turizma. Izvajamo kvalitetne oblike dela, sodelujemo z okoljem ter skrbimo za povezanost med dijaki, učitelji in starši. Izvajamo tudi izobraževalne programe za odrasle. Naša šola ponuja 3 programe. V 4-letnem programu Gastronomija in turizem si dijaki pridobijo poklic gastronomsko-turistični tehnik. Izobražujejo se lahko v smeri gastronomija ali turizem. Izobraževanje traja 4 leta in se zaključi s poklicno maturo, dijaki pa si pridobijo 5. stopnjo izobrazbe. V 3-letnem programu gastronomske in hotelske storitve si dijaki pridobijo poklic gastronom-hotelir. Izobraževanje traja 3 leta, zaključi se z zaključnim izpitom, dijaki pa si pridobijo 4. stopnjo izobrazbe. Po uspešno zaključenem 3-letnem izobraževanju se dijaki lahko vključijo v program gastronomija, to je program 3+2. Pridobijo si 5. stopnjo izobrazbe in naziv gastronomski tehnik. Program se zaključi s poklicno maturo. Delo v gostinstvu in turizmu je zanimivo, dinamično, v čistem okolju in prinaša vedno nove izzive. Poklici so iskani tako doma kot v tujini. Dijaki pa imajo tudi možnost nadaljnjega izobraževanja, študija na vseh višjih strokovnih šolah in visokošolskih študijskih programih. Z opravljenim maturitetnim tečajem ali 5. predmetom splošne mature pa so našim diplomantom dostopni tudi univerzitetni študijski programi. Poklici v gostinstvu omogočajo dijakom najsodobnejša znanja z področja kulinarike, priprave raznovrstnih jedi, rednih in izrednih obrokov, hladnih in toplih jedi, sladic, narodnih jedi in alternativne prehrane. Dijaki se naučijo jedi estetsko dekorirati in ponuditi gostu, ob tem pa urediti prostor in narediti pogrinjke. Učijo se sprejemati goste, svetovati in priporočati, prevzemati naročila, v okviru strokovnih ekskurzij pa spoznavajo kulinariko Slovenije in tujine.
Na področju turizma se dijaki usposabljajo za dajanje turističnih informacij, pripravo turističnih aranžmajev, delo na recepciji, animacijo gostov, hotelsko poslovanje, poslovanje turističnih agencij, turistično vodenje in komuniciranje v tujih jezikih. Ta poklic je posebej zanimiv, saj se dijaki učijo 3 tujih jezikov, v okviru strokovnih ekskurzij pa spoznavajo nove kraje, kulture in ljudi. Svoje znanje dijaki izpopolnijo na delovni praksi izven šole. Tako se ves čas družijo z ljudmi in se naučijo javno nastopati. Dijaki naše šole se poleg rednih obveznosti udeležujejo Gostinsko-turističnega zbora Slovenije, tekmovanja v mešanju pijač, ekokviza, turistične tržnice, športnih tekmovanj, tekmujejo v poznavanju materinščine, tujih jezikov, matematike, zgodovine. Naše ekipe pod vodstvom učiteljev dosegajo najboljše rezultate. V okviru strokovnih predmetov se izvajajo različni projekti, delavnice, razstave, predstavitve, sprejemi, pripravljajo se izredni obroki ob raznih svečanostih. Dijaki naše šole so pripravljali in stregli jedi raznim pomembnim gostom. Dijaki sodelujejo na mnogih prireditvah v kraju in izven njega ter opravljajo prostovoljna dela na različnih področjih. Izvajamo učne delavnice za osnovnošolce, pri nas poteka tudi tekmovanje za zlato kuhalnico. Postali smo zdrava šola, vključeni smo v mrežo ekošol, uvrščamo se med UNESCO šole. Navezujemo stike z državami širom Evrope. Tako sodelujemo z Avstrijo, Madžarsko, Francijo, Italijo, Srbijo, Španijo, Malto, Estonijo, Finsko, Slovaško. Sodelujemo v mednarodnih projektih, skozi katere se mladi preko taborov, strokovnih ekskurzij in delavnic ozaveščajo o pomenu zdravega načina življenja, zdrave prehrane in regionalnih živil. V okviru mednarodnih projektov gostimo bodoče gostinsko-turistične delavce iz različnih držav, hkrati smo tudi mi njihovi gostje. Tako naši dijaki opravljajo delovno prakso v Španiji, v španskem hotelu s 5 zvezdicami Kempinski, na Malti, Finskem, v Estoniji. Skrbimo za nadarjene dijake, ponujamo različne dejavnosti in dodatno učenje tujih jezikov. Dijakom pa nudimo tudi strokovno in učno pomoč. Pouk izvajamo v dopoldanskem času. Za tiste, ki se vsak dan vračajo domov, so urejene avtobusne povezave. Za tiste iz bolj oddaljenih krajev pa imamo v sklopu šole dijaški dom, kjer bivajo dijaki med časom šolanja. Življenje v domu je pestro in raznoliko. Učilnice so sodobno opremljene in nudijo dobre pogoje za delo. Na šoli deluje knjižnica, ki je bogato založena strokovno in drugo literaturo. Organizirana je izposoja učbenikov iz učbeniškega sklada. V vseh prostorih šole in dijaškega doma je urejen dostop do interneta. V šoli in dijaškem domu so dijakom na voljo garderobne omarice. Zagotovljena je zdrava prehrana, topla malica, ki je organizirana v našem dijaškem domu. Prednost naše šole je tudi v tem, da je majhna, kar ji daje pridih domačnosti. Med dijaki in učitelji vladajo pristni odnosi, saj se med seboj vsi poznamo. Z zadovoljstvom se oziramo na prehojeno pot naše šole, ki so jo gradile in utrjevale številne generacije. Ponosni smo na vsak uspeh, ki ga dosežemo. Veseli smo vsake uveljavitve v poklicu, ko mladi doma in v tujini dokazujejo, da so dobri in cenjeni gostinsko-turistični delavci.
To je bila 853. oddaja Utrip Ormoža. Hvala za pozornost. Naslednja oddaja bo čez teden dni. Bodite pa z nami tudi vse ostale dni v tednu, saj vsak večer ob 20. pripravljamo kaj novega. Občinska proslava ob slovenskem kulturnem prazniku bo na sporedu v torek ob 20. Takoj za njo pa še proslava, ki so jo pripravili v Sluševcih. Lepo se imejte in srečno do prihodnjič.